Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo Soccerbot 360 magazina Pod prečko. Obiskali bomo Ljudski vrt, kjer bosta svojo ekipo predstavila Ažbe Jug in Luka Krajnc. Pijos. Z Golgeter izzivom Pod prečko se bo soočil Elijan Demirović. Tle ni več blizu, ne? Ne, ta je že kar. Že daleč. Spoznali pa bomo tudi delo trenerja vratarjev, z nami bo Aleksander Šeliga iz Aluminija. Bom rekel, ni briljanten v igri z nogo, ampak vse ostale golmanske atribute ima perfektne. Kdo je največji šalivec v vaši ekipi? Cipi? Cipi, ja. Cipi je, ne? Cipi, fiks. Torej zdaj na novo. Kdo največkrat zamudi na trening? Zamrano. Zamrano? Pa seri? Kateri soigralec bi bil najboljši trener? Jaz bi rekel Jan Repas. Ja, se kar strinjam s tem. Če ne bi bila nogometaša, kaj bi počela? Mehanik. Luka, mislim, urejanje okolice. Kdo v ekipi ima najboljši glasbeni okus? Glede na to, da Jugec vedno preteka in daje muziko gor. Jaz dajem, mislim. Tebe, ajde, daj, mislim. Jaz sem samo banka. Kdo preživi največ časa v garderobi? Teba? Ne. Pijos. Bravo, Širis. Ja, Pijos. Oliver, ja. Kakšen je vajin skriti talent? Od drugega? Jaz lepo rišem. Točno, ja, bravo. Tjaša vkliči. Tjaša overla. Tjaša, vedno zije. Mali. Pa ne skuham prej, ne, mislim. Moč ne, rekel. Kuhanje. Mislim, skrita len, vrej skuham, ne, mislim. Dokaj dobro, da mislim, kako bi rekel. On danes ni običajno to, ne? Ja, to je res, ja. Če bi šla celotna ekipa na dopust, kdo bi bil organizator? Pa po mojem Žiga Repas, on je kar tak študiozen. Ja. Kdo najslabše sprejme poraz pri videoigrah ali kartah? Soda. Daleč od vsemi. Opišita drugega s 3 besedami. Jaz bi rekel, Jugec kar samozavesten. Študiozen sploh pri teh analizah pa to. Vse do potankosti. Pa tak dober prijatelj, evo, res. Za Luka bi rekel sočuten, zelo dober človek, pa kar tak bi rekel na hece.
Goalgetter, izziv pod prečko, tokrat smo obiskali Ajdovščina, Elijan Demirovič, zdravo. Bro. Za konec priprav, kako težke so noge? Vi ste sicer še v prvem krogu prosti, ampak... Ne, dobri treningi, mislim, da s fanti smo dobro trenirali in mislim, da smo pripravljeni na začetek sezone. Vašega tiskovnega predstavnika sem vprašal, kdo najbolje cilja, izpostavil je tebe, tako da si pred izzivom, da skušaš poravnati izziv, oziroma izid v našem izzivu Harisa Vučkiča. Bomo probali, no. Zdaj je dal malo pritiska name, ampak mislim, da lahko to poderem. Bom probal. Ajde, vso srečo. Hvala. Lagano. Tle ni več blizu, ne? Ne, ta je že kar... Že daleč, ne? Blizu. To si zdaj predstavlja, kdo je najnižji v ekipi? Najnižji? Ja. Verjetno Mirko. Evo, Mirka, ciljaš na glavo zdaj. Blizu. Slabo. Ja, ni tako lahko, ne, kot se zdi. Jaz ne vem, kaj Haris jedel na tisto jutro, da je zadev vse. Ampak dobro, -5. Ne, ni lahko, sigurno, no. Tako da bomo mogli vedeti, ne, kaj je na menuju od Harisa, da bom tudi jaz začel to, pa da lahko mi bo kaj pomagalo tudi v tekmah. No. Mogoče kakšen angleški zajtrk z Newcastle Premier League. Mogoče, ne vem, mogoče. Ne glede na vse, hvala za tvoj čas, in za vsaj tale izziv si Team Goalgetter, ena majhna nagrada, eno darilce od našega sponzorja. Hvala. Hvala za tvoj čas in vso srečo. Hvala, enako. Elijan Demirovič je izziv odločno začel, nato pa mu sreča ni bila naklonjena. Vse večja gneča je na dnu lestvice, kjer se zbirajo igralci z dosežkom -5 točk. Če želite biti kot Haris Vučkič, naš vodilni v izzivu, pa hitro obiščite eno od Goalgetter trgovin v Sloveniji in si priskrbite najboljšo možno opremo za nogomet. V nadaljevanju. Preselili se bomo v Kidričevo in se podružili s trenerjem vratarjev pri Aluminiju, Aleksandrom Šeligo. Treniraj kot profesionalec in izboljšaj svojo igro s treningi v inovativnem nogometnem simulatorju Soccerbot 360. Samo v Multisport Areni v Rogozi. V Soccerbot 360 magazinu pod prečko vam tokrat predstavljamo delo trenerja vratarjev. V Kidričevem smo obiskali Aleksandra Šeligo, ki se je pred to sezono preselil v Šumo. Najprej nas je zanimalo, kakšen je dan trenerja vratarjev. 2 ure pred treningom, ponavadi jaz pridem v klub, se spije kavica, pridejo ostali trenerji, podebatiramo glede dnevnega plana, kakšna naj bi bila vsebina v tem dnevu in potem se jaz oziroma skupaj s trenerjem se dogovorimo, kdaj bo rabo golmane, kdaj jih potrebuje, torej jaz naredim svoj plan in grem toliko prej ven, da mi uspe narediti, recimo, ne vem, da si lažje predstavljamo, recimo trener rabi po pol ure golmane, moj plan je pa dolg 45 minut, pač grem toliko časa prej ven, da lahko to vse v miru zrihtam. Aleksander je po izjemno uspešni vratarski karieri hitro začel razvijati trenersko. Za seboj ima že nekaj različnih izkušenj, zanimalo pa nas je, kako se mora trener vratarjev prilagoditi na različna okolja in slog igre. Definitivno se trener vratarjev mora prilagajati vsebini glavnega trenerja. Če ima trener vratarjev svojo, oziroma jaz gledam, tako jaz delam, jaz imam svoj program, naredim po svojem planu, potem pa še tudi nekaj vsebin prilagodim od glavnega trenerja.
V primerjavi z igralci je na igrišču lahko hkrati samo en vratar, zato je zelo pomembna povezanost med vsemi vratarji v ekipi in pa jasno trenerjem vratarjev. Za uspeh pa je nujno tudi zavedanje, kakšna je vloga posameznika. Pri nas je tako, pri nas imamo 3 vratarje, plus še 2 pri mladincih. Zelo pomembna je hierarhija, da se to jasno določi, da potem ni nekega ljubosumja, vsak vratar ima svojo vlogo, definitivno se pa lahko med sezono se stvari, če pride do kakih poškodb, do kakih izpadov, se te stvari lahko spremenijo, ampak tako kot sem rekel, je zelo pomembno za medsebojne odnose, da je dokaj jasna hierarhija golmanska. Vratarska vloga je posebna tudi pri treningih in pri povezanosti s preostalim delom ekipe. Aleksander tudi temu namenja posebno pozornost. Vloga golmana je zelo specifična. Konec koncev vratar rabi ogromno specifičnih vaj, specifičnega treninga in trener vratarjev mora to razumeti, trener vratarjev mu mora to dati, ampak je pa tudi po drugi strani zelo pomembno, da ga čim več vključuješ v delo z ekipo. In tudi sam, ko končam z svojim golmanom, ko končam svoje delo, jih takoj dam zraven ekipe. Pri Aluminiju ima Šeliga v kadru izkušenega Matjaža Rozmana, nanj pritiskata predvsem Anaj Mrežar in Florian Raduha. Do kakšnih razlik pride pri delu s starejšimi in mlajšimi vratarji? Razlika je ogromna. Rozi je, bom rekel, sodi med starejše vratarje, njegove fizične sposobnosti mogoče niso na takšnem nivoju, kot pa so od nekoga mlajšega, ampak po drugi strani ima Rozi toliko drugih atributov, ki so tudi zelo pomembni za branjenje, tako da je pa definitivno razlika. V modernem nogometu se zdi, da so vratarji v času, ko je ekipa v napadu, postali 11. igralec v polju. Koliko se igri z nogo posvečajo v šumi? Ko vidimo po planu, da bomo delali iznos, build-up od vratarja, prilagodim svoj plan in posvetim, bom rekel, ta del svojega plana posvetim tej igri z nogo. To pomeni, da naredimo neko dinamično tehniko, ker z 3 vratarji oziroma mogoče kdaj 4 vratarji kako situacijo golmanu pripraviti, kar ga čaka na tekmi, je zelo težko. Lahko mu pa dam, kot trener vratarjev, mu lahko ponudim kvalitetno dinamično tehniko, mogoče da še kdo od vratarjev pritiska na samega golmana, ki to dela, ampak bistvo je, da ko pride ekipa, takrat je dosti lažje to vratarjev ponuditi ta del treninga. Za konec pa nas je zanimalo še, kdo od svetovno znanih vratarjev Aleksandru trenutno predstavlja ideal. Če bi zdaj mogel na top nivoju izpostaviti, meni osebno je najbolj všeč Donnarumma, Italijan. Bom rekel, ni briljanten v igri z nogo, ampak vse ostale golmanske atribute ima perfektne. Tukaj je v ta krog Donnarumme bi dal še golmana od Reala, Courtois. Tako da mešanca mogoče teh dveh vratarjev je za mene, se pa pogledi nas trenerjev vratarjev tako razlikujejo, tako da mogoče komu drugemu bi bil pa všeč za drug. Meni osebno, če bi mogel izpostaviti, bi izpostavil Donnarummo. Zakaj Donnarummo? Gledamo, Manchester City je imel, bom rekel, v prejšnjih letih je imel vrhunskega vratarja, ampak ni pa bil tako vrhunski pri branjenju žog. Recimo, če pogledamo lansko Ligo prvakov, Paris Saint-Germain je najbolj visel v polfinalu z Arsenalom. Mislim, da je bil polfinale. Odločil je Donnarumma z golmanskimi posredovanji neverjetnimi. Tako da, mogoče zaradi tega si izpostavil njega. Aleksander Šeliga, hvala za družbo in srečno v preostanku sezone. Aleksandra smo postavili še pred en poseben izziv. Izbrali smo 5 vratarjev, ki so bili v zadnjih letih prvaki prve lige Telemach. Nekdanji reprezentančni vratar jih je moral razvrstiti od 1 do 5. Smeha seveda ni manjkalo. Timur je bil Matko Bradović, kam bi ga dal od 1 do 5? 5.
pri Olimpiji, 2-krat Matevž Vidošek. Enka ali pa dvojka. Dvojka. Potem Mava Ažbej Jug z Mariborom. Trojka. Matjaž Rozman s Celjem. Še lahko sliši, kdo je še en kandidat. Jasmin Handanović je še bil z A, Rozija damo na številko 1, pa Jasmina damo na številko 4. To je za tokrat vse. Hvala vam za vašo pozornost. Uživajte v prenosih Prve lige Telemach na Sportklubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič.